Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudičev advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Z mano je Sabina Đuvelek. Sabina, te lahko prosim, da se predstaviš tako, kot želiš biti predstavljena? Seveda. Po stroki sem psihologinja, doktorica psihologije. Usmerila sem se predvsem v tematiko coachinga, ki je po mojem mnenju ena od najboljših načinov razvoja posameznikov in organizacij. Sicer predavam tudi na Univerzi Sigmunda Freuda. Že 4 leta sem tudi na samostojni podjetniški poti. Level Up se imenuje podjetje, tako kot že samo ime pove, pomagam organizacijam in posameznikom in timom, da najdejo zase čim boljšo možno pot do tistih rezultatov in ciljev, ki si jih sami želijo. In tako sva se tudi midve spoznali. Ja. Za našo odvetniško družbo si kar precej izobraževanj naredila in smo ti za to zelo, zelo hvaležni. V naš vsakodnevni jezik vse pogosteje vdirajo neki psihološki izrazi. Včasih je bilo to nedolgo tega, so bili to toksični odnosi, toksični ljudje, pa predtem, ne vem, samoaktualizacija. Zadnje čase pa zelo veliko slišimo o postavljanju osebnih mej. Kaj so osebne meje posameznika in zakaj zadnje čase tako veliko govorimo o tem? Ja, tematika postaja vedno bolj aktualna, mogoče začnem z zakaj, pa potem razdelamo kako. Predvsem je ogromno nekih pritiskov, se mi zdi, da vedno več pritiskov, ene nam daje družba, druge si dajemo sami in je težko na nek način ohraniti neke zdrave in spoštljive meje tako do sebe kot do drugih. Zdaj, če pogledamo tudi v kontekstu tega, kaj je zdaj aktualno, pravica do odklopa, na kakšen način tudi poskrbeti zase v kontekstu osebnega zdravja, skrbi za odnose in pa druge sfere življenja, ne samo poslovne, je absolutno vedno bolj pomembno, da znamo poskrbeti zase in pa postaviti neko jasno, zdravo mejo, kaj nam je okej in kaj nam ni okej. Kaj v bistvu resnici to pomeni, postavljanje mej? Hočem vprašati, kje je razlika med tem, da se nam nekaj ne da, da se ne počutimo kompetentni, da mogoče nas je strah nekaj narediti in med postavljanjem mej? Mislim, da samo postavljanje meja, tako navzven do drugih, to je en vidik, drugo je pa navznoter do sebe. In zato, da bi lahko navzven postavil jasno mejo, ki je spoštljiva tako do tebe kot do posameznika, moraš imeti pri sebi razdelano, kje pa je tvoja meja, kaj ti je še sprejemljivo, pa kaj ti ni več sprejemljivo. A imaš kakšen primer? Lahko iz osebnega življenja, lahko iz tvoje prakse. Kaj bi pomenilo postavljanje meja? Recimo, da me sodelavka prosi za pomoč, jaz sem pa sama že čist preobremenjena za svojimi zadevami, s projektom, ki ga moram narediti, z rokom, ki je recimo danes ali pa jutri, pa me sodelavka prosi za pomoč pri nekem svojem projektu in sama pri sebi vem, da nimam kapacitet, da ji pomagam, ampak zato, ker je družbeno bolj sprejemljivo, rečem, da ji bom vsem pomagala in potem to svoje delo in svoje roke odnesem domov in trpijo recimo moji družinski odnosi ali pa skrb zase, zato, da sem nekomu drugemu pomagala. To bi pomenilo, da sem šla čez neko svojo mejo. Če pa imam navznoter razdelano, kaj so moje prioritete, je pa bistveno lažje tej sodelavki reči, žal ti v tem trenutku ne morem pomagati, lahko ti pomagam jutri ali pa pač po tem, ko oddam neke svoje zadeve. Ok, ta situacija nam je kar poznana verjetno. Se pa drugače pogosto znajdemo v situacijah, ko takrat, ko nas nekdo nekaj prosi, v bistvu želimo strežiti, rečemo ja, čeprav se potem žremo, se točemo po glavi. Jaz imam recimo eno prijateljico, ki v situacijah, ko bi se morala postaviti zase, zmrzne, včasih potem še pade v jok, a ne? In potem si pa ure in ure očita, pa ima notranje monologe, kaj bi morala narediti drugače, pa se potem ima znotraj neke fiktivne pogovore s to osebo in mu pove vse, kar ji gre, skratka blazno velike energije jemlje. Zakaj to delamo? To sprašuješ zdaj psihologinjo. Pa dajmo reči 2 ali pa 3 ključni razlogi. Eno je strah pred zavrnitvijo.
ki je čisto evolucijskega pomena. Skratka, si želimo biti del družbe, si želimo biti spoštovani, cenjeni, da nas imajo drugi radi in s tem, ko bi jaz rekla, ne tvegam izgubo neke te ljubezni ali pa tega spoštovanja. Drugo, kar se mi zdi zelo pomembno, je lahko povezano z občutkom nizke lastne vrednosti. Se pravi, če moja osnovna življenjska pozicija, jaz nisem ok, ti pa si ok, kdo sem zdaj jaz, da bom tebi rekla ne in tudi kaj si boš zdaj ti o meni mislila. Skratka, to je profil ljudi, ki bo vedno ali pa zelo pogosto potrebe drugih postavljal pred lastne potrebe. In zelo redko se bo vprašal, kaj pa si jaz želim in še redkeje bo imel odgovor na to vprašanje. Ta tretji vidik je pa lahko tudi povezan z družbenimi pričakovanji, ker smo na nek način tudi vzgojeni, da smo prijazni, da ne rečemo ne. Lahko je zadeva še toliko globja, lahko da so neka nezavedna prepričanja in pa driverji v igri. Konkretno imam v mislih driver ustrezi vsem, kjer je dejansko tudi tvoje osnovno bazično prepričanje, da si ti ok takrat, ko so drugi ok. Kar pomeni, da moraš poskrbeti za druge, potem pa lahko šele poskrbiš za sebe. In spreminjati te paradigme znotraj sebe, ta prepričanje znotraj sebe je dejansko predvsej bolj dolgotrajna in globoka zadeva kot samo, da se nekdo nauči reči ne. Ker ljudem, ki se naučijo recimo asertivnega vedenja, niso pa razdelali svojih nezavednih prepričanj ali pa občutka lastne vrednosti, bodo vedno občutili zelo visoko stopnjo krivde in se bodo, tako kot si ti rekla, žrali zaradi tega, ker niso se postavili zase, ker niso postavili meje in s tem rečem procesu ruminacija, ruminare pa pomeni prežvekovati, skratka jaz bom pogrevala eno in isto zadevo, o tem precej razmišljala, zgubljala energijo, ne bom pa v dani situaciji odreagirala tako, kot bi mogla. Ker je preprosto prevelik občutek krivde. Imam občutek, da delam nekomu škodo ali pa krivico s tem, ko jim ne pomagam. Ok, ampak dejansko imamo torej dvojni občutek krivde. Imamo občutek krivde, če ne rečemo ne in se potem tolčemo po glavi, zakaj ponovno nisem imel dovolj jajc v narekovajih to narediti. Po drugi strani je to občutek krivde, če bi to naredil, kaj sem povzročil s tem, kakšne posledice je to imelo. Ja. Imamo kolizijo dveh krivd v bistvu. Ja. S tem, da če imaš krivdo do sebe, se mi zdi, da je že bolj napredna, zaradi tega, ker si vsaj v zavestu, da bi bilo fajn postaviti neko mejo. Ker v prvem primeru, ko občutiš samo krivdo, zaradi tega, ker da ne bi nekomu pomagal, mogoče sploh niti ne prihaja do tega zavedanja, da pa bi bilo fair tudi do tebe, da to mejo na neki točki postaviš, da je to bolj zdravo zate na dolgi rok, da dejansko tako lahko na dolgi rok večjim ljudem pomagaš. Kako pa na postavljanje mej vpliva spol? Moški, ženski? Zanimivo vprašanje. Nimam nobenih raziskav, lahko ti povem po svojem občutku. Jaz mislim, da je ženskam težje reči ne kot pa moškim. Tudi za moške je bolj značilno, da so ciljno usmerjeni, da potem sprejemajo svoje odločitve skladno s prioritetami, ki so seveda soodvisni od teh ciljev in pač preprosto nima časa. To v povezavi s tem, da se ženske, spet moje mnenje, mislim, da zelo trudimo v tej smeri, da bi probale uskladiti in družinsko življenje in neko svojo karierno pot in se potem trudimo, da bi na vseh aspektih dobro delovale in seveda, ko tu rečeš ja, sebi rečeš ne. Moj občutek je tudi tak, namreč, da je ženskam težje reči ne, predvsem zato, ker družbeno pogojeno je, da ženska, ki reče ne, je bič. Moški, ki reče ne, je samozavesten človek. Ali pa nekdo je odločen. Nekdo, ki ve, kaj hoče. Kadar ženska ve, kaj hoče in se temu primerno tudi izrazi, je pogosto agresivna. Pogosto nosi hlače. Pogosto slišim, tukaj pa ne bi bil rad mož od tele. Tako da moj občutek je tudi takšen in zato se bomo tudi zdaj v bistvu spustili mogoče malo bolj konkretne stvari, kako pa vendarle komunicirati ta ne na nek družbeno sprejemljiv način. Ker vendarle morajo obstajati neki družbeno sprejemljivi načini. Absolutno. Absolutno. Mogoče samo še to. Najprej pa sama sebi, pa lahko tudi za moške govorimo, ker nekateri imajo tudi ta izziv, pa moram sama sebi dati dovoljenje, da je okej,
da rečem ne, ker razumem, da s tem lahko nečemu drugemu rečem ja. S tem, ko sem sodelavki v službi rekla ne, sem svojemu otroku rekla ja. Ali pa sem skrbi zase rekla ja. Da ni ena vrata se zaprejo, druga vrata se odprejo in je težko iti na to popotovanje, če hočeš imeti vsa vrata skozi odprta, ker na koncu pač plačaš neko ceno. Ampak kratkoročno, kaj ima hujše posledice? To, da rečem ne sodelavki, ali to, da pridem malo kasneje domov, ko bo otrok bo pa že počakal, a ne? Ja, do najstniških let, ko se pa ne bo več ukvarjal s tabo. Vse to je bilo, hecam se, malo provokativno. Jaz imam eno zelo priljubljeno knjigo, You Have More Influence Than You Think, avtorice Vanesse Bones. Ona objavlja reprezentativne psihološke raziskave in med drugim v bistvu raziskave kažejo, da je v bistvu občutek dolžnosti oziroma želja potem, da bi bili všečni, tisto, kar nas pripelje do tega, da tako redko ali pa da se redkeje odločamo reči ne. Po drugi strani pa te iste raziskave kažejo, da zavrnitev sploh ni tako zelo negativno sprejeta, kot se mi bojimo, da bo. In da pravzaprav lahko čist korektno ali pa čist luškano izpadeš tudi, če znaš na pravilen način reči ne. Lahko psihološko morda še kaj o tem poveš, ali pa iz psihološkega vidika? Ja, v bistvu je ta strah pred zavrnitvijo tako velik, da se posameznik ali pa posameznica sploh ne odloči reči ne, ker bi rada bila všečna. Še enkrat, lahko je to povezano z občutkom lastne vrednosti. Ne? Jaz sem okej takrat, ko me drugi sprejmejo, jaz sem okej takrat, ko me imajo drugi radi, jaz sem okej takrat, ko so drugi okej. In če je to moje nezavedno prepričanje, poudarek na nezavedno, pa bazično prepričanje, potem je zelo težko si sploh dati dovoljenje, da rečeš ne. Če pa enkrat to ozavestiš, je pa potem postane bistveno lažje, s tem, da so še vedno zelo visoki občutki krivde. Mogoče lahko delim eno anekdoto, ker ljudje z tem delovnim stilom ustrezi vsem, pridejo tudi na coaching, tako da imam konkretno en primer iz preteklosti. Gospa je podjetnica, ima svoje podjetje, ima svoje zaposlene, podjetje dobro funkcionira, zaposleni pa pač malo izkoriščajo dejstvo, da pač težko reče ne. In je zelo zanimivo, kako lahko vseeno ustvari dobro podjetje, ki raste, ki se razvija, obenem je pa zelo težko postaviti mejo eni sodelavki, ki konstantno zamuja ali pa ima neko prošnjo, da bi šla prej iz službe ali pa da določene vrste dela ne bi opravljala ali pa da bi imela telefon na delovnem mestu, kljub temu, da to zmanjšuje njeno produktivnost. In so mogli najprej delati na temu, da ozavestiti sploh ta prepričanja, potem, da razume, da reči ne je dejansko del njene vloge, kljub temu, da ji to ni bilo všeč. Potem so pa vadile konkretno strukturirano sporočilo, pa bova pa lahko greva tudi kakšen konkreten primer čez, kako reči ne in da je absolutna besedica ne more biti v tem prvem stavku iz vidika jasnosti, da je vsebi jasno, da ni zdaj mogoče bom, pa ne bom. In potem je v drugem delu razlaga, zakaj ne bom, skratka neki argumenti, kjer ne gre za branjenje, ampak preprosto argumentiranje, zakaj trenutno ne morem pomagati. In pa potem v delu, kako predlog neke alternative, kaj pa bi bilo z moje strani sprejemljivo. Skratka, ne gre se za to, da ti ne želim pomagati ali pa da ti nikoli ne bom pomagala, gre se za to, da ti bom pomagala v nekih časovnih rokih, ki so zame izvedljivi. In sva mi dve to trenirali, recimo na coachingu, to konkretno strukturirano sporočilo, kaj, zakaj, kako, in je okej šlo in si je potem tudi stvari zapisala. In potem je dobila nalogo, da proba vsaj enkrat na dan postaviti eno mejo v obliki strukturiranega sporočila. In ji pride naslednjič na coaching, kako ti je šlo. Ja, pa jo vidim, ne, ni šlo. Ja, ni bilo nobene take situacije. Tako, okej, povej mi kaj več in pa on video v bistvu identificirava, da situacije so bile, sem da nekako spet samo sebe je zablokirala. Kaj si bodo, ker eno je bil pomislek, a me bojo zdaj sodelavci še imeli radi, a me bojo cenili in spoštovali kot vodjo. Kar je pa pol zelo zanimivo je, da ko pa je enkrat začela postavljati meje, se dejansko to, da jo cenijo in spoštujejo kot vodjo, šlo na višji nivo.
Ker ko ti enkrat začneš postavljati meje, te ljudje cenijo in spoštujejo bolj, ker veš, kdo si, ker veš, kaj hočeš in veš tudi, pod katerimi pogoji to želiš. In če znaš to skomunicirati na en spoštljiv način, kar se seveda da, te ljudje bolj cenijo, ne pa manj cenijo. Skratka, ta njen strah, ki je bil na začetku, kaj bodo pa drugi rekli, kako me bodo drugi dojemali, se je razblinil. Okay, zdaj, če povzamem spoštljiv način, jasno in odločno komuniciranje, in še predtem v bistvu sprememba nekih bazičnih prepričanj, da jaz pravzaprav to smem narediti, oziroma da je čist ok, če to naredim, oziroma da se ne bo svet sesul, če jaz to naredim. Pa ta bazična prepričanja, zdaj sliši se nekaj, kar je zelo ukoreninjeno v nas. Odkje to izvira? Verjetno že iz otroštva? Ja. Bi se zgodba začela že v otroštvu. Mogoče so bile naše potrebe in naše želje odpisovane že v otroštvu. Mogoče smo odraščali v okolju, kjer preprosto ni bilo prostora za to, kaj si mi želimo. Ne vem, mogoče so se naši starši kregali, pa smo se mi kot otrok trudili, da bi rešili na nek način situacijo, zato simplistično otroško logiko, in smo se potrudili, da bi opazovali da bi bila tamponcona, tako, in kaj zdaj mami potrebuje, da se bo ona fajn počutila, in karkoli me je prosila, sem seveda rekla da, isto za očeta, in potem ti odrasteš z tem nekim prepričanjem, da si ti ok, sem takrat, ko so drugi ok, in da je tvoja odgovornost, da se drugi dobro počutijo. Ker potem ravno ti ljudje so najboljši v tem, da znajo prebrati neverbalno komunikacijo človeka, kdaj je nekomu prijetno, kdaj nekomu ni prijetno. To so tisti ljudje, ki bodo opazili, da, ne vem, ti si mogoče žejna, ne, pa ti bojo ponudili vodo ali pa prinesli kavo. To so tisti ljudje, ki se bodo spomnili, da na delovnem mestu, da pa naslednji teden pa imajo rojsten dan, da bomo kaj organizirali, bomo kaj naredili. Skratka, ima absolutno svoje pluse, so izjemno dobri timski igravci in jih je zelo fajn imeti v timu. Je pa seveda tudi super, če se naučijo tega asertivnega vedenja. Sam zelo pogosto ne gre samo za to, da se naučijo asertivnega vedenja, je v ozadju še to, da si dam dovoljenje, da lahko svoje potrebe postavim pred potrebe drugega. Okay, kako si dam lahko to dovoljenje? Kaj to pomeni? Da ozavestim ta prepričanja. Kaj to pomeni? Najprej ozavestim, kaj to pomeni? Da se zavedam, da sploh na tak način delujem v svetu. Da se zavedam, da za tem enačim svoj občutek lastne vrednosti. Da sem jaz vredna in pomembna takrat, ko drugim ustrežem. Ja, in da potem drugi korak, da ozavestim, da je to nefunkcionalno prepričanje, da je nekonstruktivno prepričanje, da mi ne služi v življenju. Kako pa lahko to naredim? Eno je, da poslušaš ta podcast, pa potem pri sebi razdelaš stvari. Drugo je, da greš raziskovati delovne stile. Tretje je, da greš na kakšno terapijo. Četrto, delo na sebi preko kakšnih drugih kanalov. Četrto ali pa peto že, tega seveda ne priporočam, ampak se zgodi neka težja življenjska preizkušnja. Običajno ti telo reče ne. Ko si pač enkrat šel predaleč in potem vidiš, ta način zame čisto res ni funkcionalen. Okay. Zdaj, ozavestila sem, kaj se dogaja. Rekla sem si, da to pač ni cool in da bi rada to spremenila. Kaj je naslednji korak? Poiščem alternativo, se pravi, kaj pa bi bilo zame funkcionalno ali pa sprejemljivo. Ne vem, jaz sem ok, tudi če včasih rečem ne, ali pa jaz sem ok, tudi če kdaj ne pomagam za začetek, ne. In to je ta moment, ko si jaz dam dovoljenje. In s tem, ko si jaz dam dovoljenje, se potem lahko začnem vesti skladno s tem dovoljenjem, s tem, da bi še enkrat opozorila, da se vsem rado zgodi, oziroma se skoraj zagotovo zgodi, da zraven doživljamo občutke krivde, ker imamo občutek, kakor da nekomu delamo škodo. Tudi na moralnem nivoju, čustvenem nivoju, skratka, da nekomu škodujemo s tem, ko ne pomagamo, tako da potem tudi predelamo te občutke krivde, ki se seveda potem postopoma zmanjšujejo, da to potem postane tudi naša navada, da jaz še preden nekomu avtomatsko rečem ne, ker to se pa
pač je navada, ne? Ker če smo že v otroštvu s tem začeli, se potem seveda to skozi odraščanje stopnjuje in niti ne razmišljamo o tem, zato smo dali ozaveščanje kot prvi korak in na tak način potem lahko jaz asertivno, spoštljivo tako do sebe kot do druge osebe povem ne, razložim zakaj ne in pa ponudim neko alternativo, ki je sprejemljiva tudi zame. Ok, zdaj sva verjetno na točki, ko so vse to naredili, da se odločim, da bom začela na ta način komunicirati s drugimi. In to je verjetno lažje reči kot narediti. A si zato, da pogledava par takih tipičnih primerov, v katerih se znajdeva? Enega si že v bistvu sama prej ponudila kot primer, a ga lahko vzameva kot prvi primer. Absolutno. Mi dve sva sodelavki. Jaz moram nekaj narediti do jutri in mi očitno ne bo uspelo in sem te prišla prositi, da mi pomagaš, kljub temu, da si ti povsem loaded s svojim delom in da tudi ti... Ampak itak, da si mene prišla vprašati za pomoč. Seveda, vedno do zdaj si mi pomagala, vedno si mi preskočila na pomoč in jaz sem tvoja sodelavka in narediva tole igro vlog, kako zdaj to skomunicirati na nek način, da se ne bom na koncu počutila jaz ali pa ti povsem slabo. Poskusva. Poskusva, rada bi sam še en disclaimer dala zraven, da ljudje, ko začnejo postavljati meje, na začetku zelo šibko postavijo mejo in običajno popustijo pod pritiskom sodelavke, partnerja, kdorkoli že od njih nekaj želi. Tako da želiš, da realno odigram? Zdaj pa probati realno odigrati to situacijo. No, prav. Sabina, živjo. Jaz imam eno ful veliko prošnjo zate. A veš tisto poročilo, ki smo se na kolegiju pogovarjali, ki mora biti do jutra narejeno, a veš, da mi ne bo ratal. Niti v sanjah do ene dogledne ure tega ne morem narediti, popoldne ima pa tam malo nastop in srce mu bo počelo, če ne grem. A ti pomagam. To bi bilo realno. A si to prijazna? Ja, prosim, seveda. A mi lahko pomagaš? Ja, kar povej, kaj je. To bi bilo realno, ne? Zaradi tega, ker gre zelo težko iz svoje kože, pa gre pa tako, to je bila zdaj ta situacija, ki bi v bistvu mogla reči. Ja, in naslednji dan bom jaz odšla iz pisarne o 4:30, ker bom šla na nastop svojega sina, ti boš pač delal v pisarni do 8 zvečer in boš to delo dokončala. Super, hvala, da si mi pomagala. To je zdaj realno, zdaj pa nekdo, ki je in process, ne? Zdaj pa, kaj pa, če bi poskušala zdaj to skomunicirati na način, da postaviš meje in da rečeš ne? Zdaj sem kot tvoja sodelavka ozavestila, nekaj sem se iz tega naučila, v redu, zdaj bom pa probala. Sabina, živjo. Ful bi te nekaj prosila. A veš tisto poročilo, ki bi ga mogla napisati do jutra, ko smo se na kolegiju pogovarjali? Če me ubijaš, ne bo šlo. In jutra ima tam mal nastop in ne morem ga pustiti, da ne grem na nastop. In a bi mi please pomagala. Ti si to že delala, da ti znaš to ful dobro narediti. Ja, vidim, koliko ti je težko. Ja, grozen je, grozen. Žal mi je, da si v taki situaciji, žal ti pa v tem trenutku ne bom mogla pomagati, ker sem sama, čisto sem zasuta za svojimi projekti in tudi imam do jutra do 12 en rok, tako da kvečemo ti lahko jutri po 12 uri pomagam, do takrat je pa moja glavna prioriteta to, da te stvari dokončam. Ok, a boš pa jutro ob 12, to je to dokončala namesto mene, da grem jaz lahko na ta nastop od Tamauga. A boš? Ja, valjda. Ko popustijo že to, da je v prvo postavila mejo, mi je tako, ampak zdaj bi bilo... Samo v resnici mi zdaj nisi meje postavila, ker boš spet. Jaz bom o 4:30 odšla iz pisarne, ti boš pa delala do 7. Zato sem te vprašala, ker to je realno. Jaz že to, da sem ti zdaj v prvo rekla, mene penče vest totalno. Tako da najmanj, kar lahko naredim, da jutro ti takoj pomagam, ker zaključam svoje. Bom še prej probala svoje zaključiti, da ti prej pridem pomagati. Pa nekdo, če vzame malo naprej v času, ker se malo več ukvarja, pa ima neko strokovno pomoč, pa bi recimo rekel jutri, dajva pogledati, kaj boš ti jutri do 12 naredila, pa se jutri ob enih usedeva, pogledava, do kje si prišla, kje ti jaz lahko tudi pridem nasproti. Nikakor pa nisem za, da jaz namesto tebe opravim delo.
Okay. Zdaj pa deva to isto situacijo odigra, da si ti Sabina, pa da si opremljena z vsem znanjem, ki ga imaš. Okay. Pa bodi še mal prijazna, prosim, do mene, pa po možnosti imaš tudi ti jutri popoldne neki in prav ne da se ti tičati v pisarni do večera, zato ker tvoja sodelavka pač ni pravočasno. Ker se ne zna organizirati. Ker se ne zna organizirati, zdaj pa probi to z mano skomunicirati na način, da mi postaviš odločen ne in da ne boš rabila nič namesto mene delati. Okay. Se pravi, to ima v recept, sem empatična. Tako? Sem zelo jasna, obenem sem pa spoštljiva. To bi jaz rekla, da so Lepo te prosim. ključne stvari za postavljanje meja. Odlično. Ok. Sabina, Všeč mi je ta izraz. da mi prosim pomagala, ker sem res v stiski. A veš, ono poročilo, ne morem ga končati do jutra, če me ubiješ, ga ne morem končati. Ta malo pa popoldne nastop in lej, veš, ne morem iti na nastop, ker mu bo srce drugače počlo. Please, pomagaj mi. Čist razumem, tebi bi tudi najbrž, če ne bi mogla biti. Ja, ne, Kako se boš pa organizirala, da ti bo ratal do jutra? Ne morem lej, čist preveč imam, pa skozi mi dajo preveč stvari. Nada, da ti si to že delala, a nisi ti si to že enkrat delala. A bi ti meni pomagala, please, a bi ti to naredila? Kako pa si, dokaj si pa zaenkrat prišla, pa kaj ti je še ostalo, pa kako si mislila prioritete razporediti? V resnici sploh še nisem zares začela. Lej, nisem imela časa, če skozi sem dobivam nove stvari. Malo sem pogledala, ta smo se na kolegiju pogovarjali, pač vse moram še narediti. Zato, ampak ti si nekaj tazga že delala, po mojem, glih 14 dni nazaj, a veš? Ja, razumem te. Hvala, ker si prišla tudi do mene po pomoč. Sam da vidim, če jaz prav razumem zadevo. Skratka, imaš eno stvar, ki je zelo pomembna. Rok je jutri do 12. Danes je ura, kaj zdaj, 1, in nisi še nič naredila. Od mene pa pričakuješ, da bom do jutri oddelala tako svoj projekt, kot tudi tvojega. A prav razumem? Sabina, ti si tega sposobna. Če je kdo tle sposoben, si ti tega sposobna. A veš, pa večkrat si že to naredila. Ja. Ti si čisto huda drugače. Ja, hvala lepa. To je drugače ful pogosto, kar se zgodi pri čustvenem izsiljevanju. Hvala. Jaz verjamem tudi v to, da si ti izjemno sposobna in sem prepričana, da če si narediš en dober plan, jasno postaviš prioritete in si malo reorganiziraš delovne naloge, da bo tudi tebi uspelo. A mi boš pomagala? Pri čem? Pri tem, da to skup narediva mogoče? Okay, moj predlog je, da ti pride malo nasproti, je naredi nek svoj predlog, kako bi se ti tega lotila, katere so ključne prioritete, označi prosim, koliko časa bi ti kakšna stvar vzela in potem to potegni črto in tudi napiš, katerih delovnih nalog pa zdaj ne moreš narediti, da boš to lahko jasno skomunicirala. Sabina, daj plisno, ful imam gužvo, a se ti res zdi, da bom zdaj še pol ure pisala, kako naj to naredim? Ja, prosim te, lej. Si rekla, da sem jaz zelo sposobna, jaz se vedno na tak način lotam. Skratka, načrtovanje mi je ključna aktivnost, kateri posvetim pozornost in raj porabim pol ure na načrtovanju, ker mi je potem kristalno jasno, na kakšen način si moram postaviti prioritet. Dobro, a pa mi ne boš pomagala, ali kaj? Jaz sem ti ponudila pomoč, katero ti lahko zagotovim v tem trenutku. Sabina, jaz sem tudi tebi, 3 mesece nazaj se spomniš. Jaz sem ti prišla nasproti, pomagala sem ti, varstvo sem si zrihtala za ta malga, a ti resno zdaj meni, da mi ne boš pomagala? Maja, daj takole. Razumem tvojo stisko. Ja, razumem tudi, da se zaenkrat še nisi lotila svojih delovnih obveznosti. Razumem tudi, da imaš odpor do načrtovanja. Razumem tudi, da me ne vidiš kot sposobno. Po drugi strani pa jaz tebe vidim kot sposobno. Mislim, da s tem, ko bi si fajn zadevo načrtovala, da bi točno vedela, kje so tvoje prioritete in kaj je potrebno narediti. Po tretji strani pa se mi ne zdi fair, da pogrevaš eno stvar izpred 3 mesecev, ker bi vedela, da sem ti vmes že veliko krat prišla nasproti. Veš kaj, upozorjali so me, da si taka, zdaj pa res vidim, da si taka. Hvala ti res. Okay, se pravi, zdaj, če prvo razumem... Sem se skregala s tabo. Če prvo razumem, ker ti nočem v tem trenutku pomagati, si ti pripravljena prekiniti odnos in me obtožiti, da nisem sodelovalna, da nisem timski player in da sem nekakšna. A si sodelovalna? A se ti zdi to sodelovalno? Ja. Iskreno ja, zaradi tega, ker čez en teden bo pa spet podobna situacija, bo spet prišla do mene in namesto, da bi ti napredovala v svojih znanjih, sposobnostih in veščinah, s tem, ko ti jaz preveč pomagam, ti dejansko ne pomagam. Tako da sem za, da skupaj pogledava tvoj plan in da ti oddelaš delo, za katerega si ti plačana, jaz pa oddelam delo, za katerega sem jaz plačana in si seveda prideva v tem smislu nasproti. Ok, super. A pogledava še kakšen primer?
Mogoče, če tega malo analiziramo, kaj se dogaja. Ja. Ker to je vedno zanimivo. Ne? Kaj si ti delala? Ja. Izsiljevala sem te. Na zelo različne načine. Se pravi, najprej prošnje za pomoč, koliko je meni težko, prosim, če mi pomagate. Ne? Potem sem bila jaz, pa si mi malo pihala na dušo, ne? Ja, pa ti si tako sposobna, pa ti to zmoreš. Tako. In to je čisto naravno, kako bojo ljudje. Pa si videla, da jaz resno mislim, pa sem bila tako, čak sama, ne? A ti me res ne misliš pomagati? Ti za mene zafrkava. Sej, ko bi mi to tretjič naredila, bi prav gotovo 3-krat razmislila, preden pridem do tebe. No? Ja, hvala, ne? In to bi bilo super. To bi bilo super. In to bi bilo super. Ampak tako poteka, ne? Se pravi, najprej malo pihanje na dušo, to boženje ega, potem to vidiš, da ne gre, potem oseba kar naenkrat zaostri komunikacijo, potem potegnejo iz neke preteklosti ne vem kakšnega aduta ven. In če bi jaz bila oseba, ki ima težave s postavljanjem meja, bi popustila že pri temu, ki bi ti me rekla, pa se ti si tako zmoreš. Ne? Ali pa mogoče, če bi klele, če sem že bila 2-3 mesece na terapiji, bi mogoče še uspela zdržati, ampak palke bi mi pa rekla, kakšna pa si nisi timski človek, bi že popustila, ne? Ker kaj si boš pa ti zdaj res mislila me, kaj ne boš me več nikoli povabila na kosilo, kaj se bo zgodilo z najnim odnosom, kaj boš rekla drugim. Pričemer, zanimivo pa je, da jaz se pa v tem trenutku ne sprašujem, kaj si boš ti mislila o meni, kad tako zelo pritiskam na te, delaj na mesto mene. Ne? To pa ni v prvem planu bilo zdaj. Pričemer, če zdaj objektivno pogledava, tudi jaz nisem prav zelo fair in sem v bistvu tudi jaz zelo nesramna, da pričakujem, da boš ti ustala popoldne, ko bom jaz šla, a ne? Ja. Če tudi na družinske obveznosti. Jaz sem do zdaj vedno to šlo skozi. To je šlo skozi. Zdaj sem te pa šokirala, ne? Tako da valjda probaš različne tehnike. Kaj pa sva prijateljci? Okay. Večkrat si mi posodila manjše vsote denarja, nikoli ti jih nisem vrnila, vsi imamo kakšno tako prijateljco ali pa prijatelja. Skratka, ful za dobre prijateljice. In zdaj te pa prosim, da mi posodiš 500 evrov. Okay? In daj da vidva, kako bi pa tole bilo. Ja, sem pripričana, da imaš eno gnljivo zgodbo v zadju za otroke, ne? Ne, avto mi je crknil, please, a mi lahko posodiš 500 evrov, ka veš, da ne morem brez avta, pa 18. ko dobim plačo, ti vrnem. Veš, da ti bom vrnila. Prosim, mi posodiš 500 evrov. Seveda, evo ti. To je zdaj nekdo, ki še ni naredil dela. Deva zdaj kot učni pripomoček postaviti mejo. Okay, se pravi, jaz kot Sabina, ali kdo, ki zdaj ti kot Sabina, prijateljci, za katero veš, da je zelo vprašljivo, če boš dobila 500 evrov nazaj, pa kdaj boš dobila. Ok, pa bi pa tako, Maja, razumem tvojo stisko, vem, koliko je tem težko funkcionirati brez avta, sam tole so pa zdaj dejstva. Jaz sem tebi že večkrat posodila denar, niti enkrat mi ga nisem vrnila. Ni res. Oprosti, to pa ni res. Ne? Ne, to pa ni res. Kdaj pa si? Kaj? Zmeri ti vrnem. Aha. Kam pa? Dobar, no ne bo zdaj pa kaj? A tistih 5 evrov pa 10, a mi boš zdaj učitala. Ja, veš kaj, tega se pa kar ne bere in iskreno, jaz nočem, da bi denar ali pa neko dolgovanje prišlo v najin odnos in v najino prijateljstvo, ker me je iskreno zelo strah, da če ti bom posodila teh 500 evrov in jih potem do 18. ne boš vrnila, kako bo to vplivalo na najin odnos. In raj te ohranim zdaj kot prijateljico in ti rečem ne, čeprav vem, da te bom s tem razočarala, ker si najbrž računala na mene. Ampak upam, da boš vsaj razumela, da je bil meni najin odnos bolj pomemben kot pa 500 evrov. Ok, kaj ne pa zdaj jaz naredim? Kaj, brez avta bom? Kaj so pa še druge tvoje opcije? Ja, ne vem, a mi res ne, da res mi ne boš posodila. Kako bi se ti lahko organizirala v življenju, da ti strošek 500 evrov, ki je ad hoc, ne bo predstavljal tazga stresa? To bi jaz raj s tabo razdelala. Vse boš že preživela, ne boš pa kolo uporabljala ali pa nekaj drugega. Ne? Ti si tako sposobna ženska, da sploh ne morem verjeti, da si v taki situaciji. Jaz sam ne razumem, zakaj mi nočeš 500 evrov posoditi. Jaz te bi v tej situaciji. Sigurno bi te, pa plus imaš v tem trenutku veliko več denarja, kaj jaz sam povem. Ja, še enkrat si bom ponovila. Se pravi, strah me je, da bi zaradi tega, ker bi ti posodila denar in obstaja dosti velika verjetnost, da se strinjava, se ne strinjava, da mi tega denarja ne boš vrnila. Vem, kaj bi to za mene pomenilo iz vidika najnega odnosa. In obstaja zelo visoko tveganje, da bi to vplivalo na najin odnos
v negativni smeri in te raje obdržim kot prijateljico, čeprav me v tem trenutku ne čutim, da me imaš rada. Ampak jaz te imam in verjamem, da lahko pogruntaš svojo finančno situacijo, da bo boljša. Ok, stop igra. Super, ok. Kaj si naredila? Kaj sem naredila? Povedala sem ti zelo jasno, kaj pa je moj strah in izrazila, v bistvu sem bila prijazna tudi do sebe, zaradi tega, ker to je pa čist realno tveganje, kaj se bo zgodilo, ker jaz potem te bom 20. mogoče te ne bom ravno 18. te bom pa 20. vprašala, kaj se s tem dogaja, pa ne boš imela odgovora, pa 25. pa ne vem kaj, pa bo minil mesec, 2, 3 in se bo gojila zamera. In jaz ne bom več na tebe gledala na isti način kot, ne vem, kaj sem ti posodila 50, 20, 30, kolikor evrov in mi bo šla vedno bolj na živce in potem bom prekinila odnos s tabo in kaj pa? Za 500 evrov si izgubila prijateljca. Fair enough. Ok, kaj pa družinski člani? Oh, my favorite. My favorite too. Ok, zdaj sem pa jaz tvoja mama. Oh, super. Ok, in te prosim za eno pomoč v soboto, ko imaš ti druge plane. Ok? Sabi, kako si? Hej, ljubica, jaz imam eno ful prošnjo zate. A bi ti lepo prosim, a veš, vso kramo iz kleti morava pospraviti z očijem, malari pridajo, neka plesen se je naselila in a bi ti prišla nama v soboto pomagati. Mi da z očijem sama ne bova zmogla. To, kaj ene krame se je nabralo vsa ta leta, a boš prišla? Dej. Mami, veš, koliko te imam rada, a ne? Se vem, Miška, vem. Ja, no, imam pa rada tudi svojega partnerja, njemu sem že obljubila, da greva v soboto ven. Kaj pa če oba prideta še boljš? Dej, please, a lahko oba prideta? Razumem to tvojo prošnjo in potrebo, da ti meni povej, kdaj pridejo malarji. Malarji pride v ponedeljek, ja, mi da mora to čez vikend narediti. Lahko tudi v nedeljo, no, če vam je lažje. Ja, jaz iskreno bi raje ohranila plane, ki jih imam za soboto, ker ne bi jih rada spreminjala, ker so mi pomembni. V nedeljo popoldne pa imam čas in se lahko prilagodim, pa prideva oba, pa pomagava. Naštimala sem te, da mi boš pomagala 6 ur delati stvari, ki ti jih ni za delati. Kaj pa če... Sam si me rodila, ne, kaj če... Ok. Kolikrat si pa ti z mano sedela, pa si učila angliščino, pa podobno zadeve. Pa imam pa eno malo bolj kritično. Se pravi, kaj se je pa tukaj zgodilo? Nisem šla v time frame, ki tebi ustreza, sem vsem postavila meje, ampak sem bila prilagodljiva v tem smislu, kdaj pa bi bilo meni sprejemljivo. In temu je bilo namenjeno to vprašanje, kdaj pridejo malarji. Super. Kaj pa, dobro, zdaj pa dejva, mi dve sva sestri. To je pa resničen primer ene moje znanke oziroma prijateljce, ki zelo dobro se z bratom razume, obožuje ga in obratno, ampak brat je ves čas v nekih podjetniških poslih, skozi ima neke genialne podjetniške ideje in zdaj se ponovno nekaj spomne in zato, da bo on svoj startup podjetje razvil, rabi kredit. In zdaj, dejva, mi dva sva sestri in to je zdaj ta situacija. Super. Sabi, imam dobro novico. A veš, da mi bojo na banki, da bi mi dal kredit in da mi v bistvu financirajo to, kar rabim? Edini problem je, da hočejo zavarovanje hipoteke. In zdaj pač edina hipoteka, ki pač bi to poštev... Že vidim, kaj hočeš, absolutno ne bom zastavila svoje hiše. Kako to misliš? Ne. Kaj pa naj? Kako? Kaj so tvoje... Vsi si podjetnik, a ne? Deva, brainstormat, kaj vse se še da? Vse sem že... Kaj si že razmišljal, povej mi. Vse sem že razmišljal. Konkretno? Ja, kaj? Pač 300 jurjev rabim in to lahko dobim s kreditom, drugače pač ne gre. Kako, kje, a jih naj prečaram, kaj naj naredim? Ja, kaj še je opcija? Kaj so na banki rekli? Veš, kako priložnost bom jaz zdaj zamudil, če tega... To je genialna priložnost. Lej, samo da ti razložim. No, zanesljivo bom lahko vračal kredit, zanesljivo bo posel ful uspešen. Žal ti bo, čez pol leta ti bo toliko žal, da nisem šel v ta posel, sam ta pač začetni kapital rabim in to si lahko s kreditom in s hipoteko dobim. Ok, in kaj so še druge opcije, da dobiš ta kredit? Ni drugih opcij, za tako visok kredit ni nobene druge opcije, kot hipoteka. Še enkrat bom ponovila, absolutno in nikoli ne bom zastavila svoje hiše. Ok? Zdaj pa kaj so še druge opcije? Kako si nesramna, ful si sebična, res, nisem si mislila, Veš, koliko imam jaz tebe rada? In zaradi tega ti govorim ne.
Ker kaj pa se bo zgodilo, če pa slučajno gre kaj narobe, kje bomo pa moji otroci pa jaz živeli, a nas boš ti sprejel v svojo hišo in bo to valjda bolj vplivalo tudi na najin odnos. Pa kako se bo pa midva gledala? Raj vidim, da ti zdaj rečem ne, me sovražiš 2-3 dni, oba veva, da si dovolj podjeten, da boš pogruntil drugo idejo. Tale je sam najlažja. Tako da ne. Ok, fair enough. Mogoče pa sploh ni bilo to tako zelo težko. Kaj si naredila? In še videla sem, v katero smer bo šla, ne? Tako da sem še preden si povedala idejo do konca, sem jo že takoj znegirala, ker si veš, ne? V katero smer ljudje grejo. Zagotovila sem, da osebo oziroma pač brata imam rada in zaradi tega, ker ga imam rada, to absolutno ne bom sprejela, ker se mi zdi čisto previsoko tveganje. Obenem sem pa tudi izkazala visoko stopnjo zaupanja v tvojo oziroma v njegovo podjetnost. Sem prepričana, da lahko pogrunta drugo opcijo. In to iskreno, kljub temu, da gre za igro vlog, iskreno verjamem. Nekdo, ki je podjeten, absolutno lahko nekaj takega pogrunta in vedno so tudi druge opcije. Ok. Zdaj, v vseh teh primerih je bilo pač skupno tudi to, da sem jaz odnehala. Kaj pa v primerih, ko pa ljudje niso tako zelo sodelovalni? Ne? Ker v idealnem scenariju postaviš meje, ljudje rečejo ok in greš vsak svojo pot. Kaj pa v primeru, ko začnem biti agresivna, ko se s tem ne strinjam, ko začnemo tebi grdo govoriti, ko si rečem, pismo, jaz ne vem, kaj tej ženski ni jasen, ampak to zdaj ni za nikamor. Kaj pa v teh primerih? Odvisno, ne, za koga se gre, tako da težko dam enoznačen odgovor. Ena prva tehnika, ki mi pride na pamet, je tehnika pokvarjene plošče. Ker samo eno in isto skozi ponavljaš, dokler se druga stran ne utrudi. To smo odvetniki zelo dobri v tem, ja. To tehniko zelo dobro poznamo. Ne, zato ker to in to in to. In si ne izmišljam drugih argumentov, ne razmišljam o drugih načinih, izgovorih in tako naprej. Ampak pač ponavljam eno in isto, dokler ti vidiš, da prav zares nič drugega ne boš dobila od mene. Ne, to bi bila tehnika pokvarjene plošče. Ko vidiš, da recimo, ne vem, če oseba postaja agresivna, to je absolutno signal za umakniti se iz same situacije in pač ne ustrajati. Prosim, če o tem razmisliš, želim, da vidiš, da je to dobro tudi zate. Na kakšen način še? Odvisno od stopnje agresivnosti. Če je res nekdo, ki ni pripravljen na sodelovanje, ker se je zapičil v idejo, da mu bom pač jaz pomagala, ker do zdaj sem vedno mu, preprosto se človeku tudi ne more zameriti, če si ga do zdaj na neki navadu, zdaj ga moraš pa odvaditi. Je težko, recimo, če si ti navajena s svojim zaposlenim izplačevati bonus in jim ga izplačaš, ne vem, vsak kvartal in zdaj pač ga ne boš, ne? To ljudem zelo težko pade in potem te želijo očrniti, grdo govorijo o tebi, povzdigujejo glas in iz take komunikacije se preprosto makneš. Tole način, kako zdaj komunicira z mano, je absolutno nesprejemljiv in ne kaže na kakršnokoli stopnjo spoštovanja s tvoje strani, tako da jaz s tem pogovorom zaključujem. Ko boš pripravljen na konstruktiven dialog, sem absolutno za, do takrat pa poskrbi zase. Jaz bom pa poskrbela zase. Ker spoštljivo ne samo do tebe, ampak spoštljivo tudi do mene. Postavljanje meja, recimo tudi v nekih zadevah, ko ljudje začnejo povzdigovati glas. Če ti jaz postavim zelo jasno mejo, da mi to ni sprejemljivo, obenem pa še vztrajam v pogovoru, kjer se ti dereš name. Edina stvar, ki sem jo povedala, je to, da moja meja nič ne šteje. Tako da je umik iz same situacije, v določenih primerih pa tudi prekinitev odnosa. Ok, jaz sem dejansko slišala iz vsega tega, kar sva zdaj naredili, da je zelo pomembno, da je to neka nenasilna komunikacija. In morda sem še za konec, kako v bistvu dosežemo nenasilno komunikacijo? To je koncept od Rosenberga, NVC, Non-Violent Communication, in pač poteka v štirih fazah. Prvo komentiraš pač neko svoje opažanje, potem komuniciraš, kakšno je tvoje čustvo, kako se ti ob tem počutiš in je super, če uporabljaš jaz stavke, jaz se ob tem počutim tako pa tako, ne pa ti zaradi tebe se zdaj tako počutim. Potem je naslednji korak, da izraziš neko svojo željo, kaj si ti želiš
in pa potem zelo konkretno in eksplicitno, kaj je neka tvoja zahteva oziroma prošnja. In če upoštevaš te 4 korake, je zelo pomembno, da se zavedamo, da smo nenasilni najprej do sebe, s tem, ko si upamo izraziti svoje čustva, želje in pa pričakovanja, po drugi strani pa tudi druge osebe, ker imajo možnost in priložnost slišati, kako se mi ob tem počutimo. Potem je pa tudi na njih, ker spoštljivost gre v obe smeri. Hvala lepa. Srečno. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge. Naslednjič bomo govorili o vpletanju staršev v osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok. Raziskala bom, kje je meja med koristno podporo in pretiranim vmešavanjem ter kako najti pravo ravnovesje med sodelovanjem staršev in avtonomijo učiteljev.